Epidemija novega koronavirusa je močno zaznamovala naša življenja. Med njenimi posledicami sta tudi porast težav v duševnem zdravju, še posebej opazno je to pri mladih. Stanje, ki je bilo že pred epidemijo pereče, se je s šolanjem na daljavo, omejitvami stikov, manjšo podporo v družini ter drugimi ukrepi za zajezitev širjenja okužb še poslabšalo in stiske so se še poglobile. To velja še zlasti za bolj ranljive skupine, za tiste, ki so imeli težave z duševnim zdravjem že pred epidemijo, za otroke s posebnimi potrebami pri šolanju, iz socialno šibkejših družin in podobno. Strokovnjaki z različnih področij ugotavljajo, da je položaj na tem področju zelo zaskrbljujoč. Problematiki duševnega zdravja sta bila namenjena 2 dogodka, ki sta potekala pod okriljem NIJZ. Spletni pogovor o vplivu epidemije COVID-19 na duševno zdravje 14. maja 2021 ter medresorski posvet o varovanju duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih 1. 6. 2021. Strokovnjaki s področja duševnega zdravja opažajo v ambulantah med drugim povečanje anksioznosti, depresivne simptomatike in samomorilnega vedenja pri otrocih in mladostnikih, manjšo motivacijo za šolsko delo, motnje hranjenja ter čezmerno rabo zaslonov. Za našo službo lahko rečem, da imamo v januarju, februarju in marcu letos že več kot 50% obravnavanih otrok glede na prejšnja leta, da je zdaj število otrok, ki potrebuje urgentno pomoč, že 2-krat višje, kot je bilo v najbolj težavnih mesecih v preteklosti in da še narašča, da opazujemo tudi velik porast otrok z motnjo hranjenja. Recimo v prvih 4 mesecih letos smo že na številkah, ki so višje od celoletnih številk prejšnjih let. Že pred epidemijo so bile čakalne dobe za otroške psihiatre in klinične psihologe daljše od 6 mesecev. Med epidemijo se je položaj še poslabšal. Po mnenju strokovnjakov so nastale razmere posledica zanemarjanja skrbi za duševno zdravje v zadnjih desetletjih v Sloveniji. Strinjajo se, da so vzgojno-izobraževalne ustanove med ključnimi varovalnimi dejavniki, zato je pomembno, da v prihodnje ne prihaja do njihovega zaprtja. Prav tako poudarjajo pomembnost programov za krepitev in varstvo duševnega zdravja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pereče je tudi veliko pomanjkanje specialistov za duševno zdravje, zlasti na primarni ravni, ter strokovnjakov na drugih področjih. Problematično je tudi, da obravnava otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju večinoma poteka v bolnišnicah in psihiatričnih ambulantah, potreben pa bi bil skupni pristop. Takšen pristop uvaja Nacionalni program duševnega zdravja 2018 do 2028, program Mira, ki celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja v državi. Mi imamo pravzaprav institucionalizirano duševno zdravje. Večina skrbi se izvaja v bolnišnicah in je potrebno pri strukturiranju tako kadrov kot tudi programov uvesti, se pravi to dostopne službe, tako ambulantne kot skupnostne na primarni ravni in v skupnosti. In zaradi tega, se pravi, zdravstveni sistem z tem nacionalnim programom uvaja v naslednjih letih mrežo centrov za duševno zdravje na področju otrok in mladostnikov, 27 in 25 centrov za duševno zdravje odraslih, ki pravzaprav
uvajajo revolucijo oziroma pravzaprav reformo v nudenju pomoči. Izvajajo povezano, lokalno dostopno službo z triažo, z povezovanjem z drugimi službami, tako v zdravstvenem sistemu, se pravi s pediatri, z družinskimi zdravniki, patronažno službo, kot tudi službami v sociali in pa v šolskem sistemu in pa seveda tudi z temi dragocenimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialno-varstvene programe. Strokovnjaki z različnih področij so zaradi zaskrbljujočih razmer pozvali k takojšnjemu, odgovornemu in povezanemu ukrepanju odločevalcev in strokovnjakov za zaščito zdravja otrok in mladostnikov. Udeleženci medresorskega posveta so pripravili za vlado in pristojna ministrstva poziv k ukrepanju in podpori duševnemu zdravju otrok in mladih.